Lep pozdrav! Danes vam bom predstavila rastlino, ki jo vidimo predvsem na naših okrasnih vrtovih, vendar o njenih zdravilnih lastnostih vemo zelo malo. Mogoče ste jo prepoznali, to je monarda, rečejo ji tudi rdeča melisa, zlata melisa. Najpogosteje jo vidimo seveda torej na naših cvetličnih gredicah kot okrasno rastlino. Cveti rdeče, lahko je tudi vijolična, poznamo pa tudi monardo z belimi cvetovi. Kot sem že povedala, rastlina je zdravilna in okus njenih listov spominja na okus melise, spet drugi pa jo nekako opisujejo kot neko mešanico poprove mete, klasaste mete in pa dobre misli. Torej, zakaj bi mešali zdaj vse te rastline, če lahko dobite vse te okuse v eni rastlini? Rastlina pa drugače nekako prihaja iz Severne Amerike. Njeno drugo ime lahko rečemo, da je tudi indijanska kopriva, saj so jo Indijanci uporabljali predvsem za čaj proti glavobolu, vročini, za dvig splošne odpornosti, za spodbujanje prebave, lajšanje želodčnih krčev. Z njo so zdravili tudi razna vnetja v ustih, v grlu. Monarda je danes zelo, bom rekla, malo poznana med zdravilnimi rastlinami, tudi strokovna literatura jo bolj malo opisuje, je v njej torej zelo redkobesedna, ampak si le privoščite kakšno skodelico monardinega čaja, sploh kadar si želite dvigniti razpoloženje, če imate kakšna rahla depresivna stanja, če so kakšni občutki melanholije, tesnobnosti. Po njej lahko posežete tudi, kadar imate težave s prebavo, torej trebušnimi krči. Lahko pa jo uporabljate tudi kot kopel za noge, saj naj bi pomagala pri utrujenih nogah in pa slabi prekrvavitvi. Torej, zdaj si naberemo liste in pa cvetove in si pripravimo iz nje čaj kot poparek za 10 minut. Na dan spijemo nekje 2 do 3 skodelice, lahko si ga sladimo tudi z medom. Sveže liste pa lahko uporabljate tudi kot meto, torej kot dodatek solatom, sokovom, če delate kakšne marmelade, želeje, da malo popestrite okus marmelade. Torej, monarda, zdravilna rastlina in pa prelepa vrtna rastlinica. Lep pozdrav!